Lep pozdrav. Maj je prav poseben mesec. 12. maj obeležujemo dan mialgičnega encefalomielitisa, sindroma kronične utrujenosti, pa tudi dan fibromialgije. Cel maj je mesec ozaveščanja o Ehlers-Danlosovem sindromu, pa tudi mesec ozaveščanja o nevroloških boleznih. Kaj si mi, bolniki, v tem mesecu želimo? Predvsem si želimo enega zelo dobrega sodelovanja z medicinskim sistemom. Zdaj se namreč dogaja, da se bolniki pogosto počutimo, kot bi bili na sodišču, kot da smo obsojeni nekega laganja, nekega manipuliranja in moramo v stanju, ko smo resnično bolni in se počutimo strašno zanič dokazovati sistemu, da smo res bolni. Počutimo se kot na sodišču, kjer moramo zbirati dokaze o tem, da nas res boli, da imamo res težave, in te dokaze je zelo težko dobiti, zaradi tega, ker zelo dolgo čakaš, da prideš h kateremukoli zdravniku, čim pa imaš neko redko bolezen, pa so stvari še hujše, ker medicina ne pozna dobro naših bolezni, nima nobenih navodil prav posebej dobrih, kako z nami ravnati. In na koncu se zgodi celo zelo hitro, da prideš do psihiatrične diagnoze. Pravzaprav ni potrebno prav veliko dokazov, da dobiš neko psihiatrično diagnozo. Medtem ko za resno fizično bolezen pa potrebuješ zelo, zelo, zelo veliko dokazov, in tudi če jih imaš veliko, včasih ne zadošča za diagnozo. Zato si mi najbolj želimo res dobrega sodelovanja z zdravniki. Želimo si v tem lepem mesecu maju, da bi se nam izpolnila želja, da bi medicina vedela več o naših boleznih, kot ve, da bi napredovala v znanju, da bi začeli hoditi z roko v roki s pacienti, da bi poslušali paciente, ker veste, pacienti zato, da smo preživeli, smo morali se naučiti ogromno stvari v naši bolezni in pogosto vemo več, kot ve povprečen zdravnik. Zato si zelo želimo sodelovanja, tega, da bi nas nekdo poslušal, nekdo vzel resno, da se ne bi počutili, kot da smo na sodišču, če pridemo v hudih bolečinah, v hudih težavah, po pomoč nekam, kjer bi jo z vso upravičenostjo pričakovali, pa imamo nekateri od tega posttravmatske stresne motnje, ker se tako bojimo iti naslednjič k zdravniku, ker se počutimo nerazumljeni, nesprejeti. Tako da želimo si sodelovanja, želimo si spoštljivega odnosa in želimo si, da se nas obravnava resno.